Tudi če niste gledali prejšnje oddaje, vem, da veste, da je tole novi Peugeot 308. Piše tudi tukaj itak, ampak hkrati je prepoznaven in modern. Pravzaprav se mi zdi eden najbolj atraktivnih za pogledati v tem segmentu. Pa še nov logotip ima. 308 je prvi, ki ga ponuja, izdelan je pa v Sloveniji. Torej je tudi en mal domač. Eno pikico sicer, ampak nekje je. In če sem vam do zdaj kazal samo zunanjost, mislite, da noter ni hud? Eno od področij, kjer Peugeot nedvomno blesti zadnja leta, je notranjost. Prav premijsko delujejo njihovi modeli zaradi izdelave, ki je vrhunska, materialov, ki so odlični, pa še vse skupaj res moderno izgleda. No, tukaj v bistvu še bolj kot pri ostalih modelih. Voznikov prostor je super kombinacija finih materialov in res modernega dizajna. Samo poglejte ta stikala. Na dotik so in s haptičnim povratkom, kar pomeni, da nežno zavibrirajo, ko jih pritisnete. To je v bistvu zelo pomembno, zato ker potem veste, da ste dejansko nekaj pritisnili, ne pa samo slepo tapkali po zaslonu in gledali proč od ceste. Pri modernih avtih vedno poudarjamo, da so klasična fizična stikala vseeno zelo potrebna, vsaj za tiste funkcije, ki jih res velikokrat uporabljate, recimo radio in pa klimatsko napravo. Zato je zelo pomembno, da ti dve funkciji nista zakopani nekje v podmenijih, ampak sta takoj na voljo. Tukaj teh težav pravzaprav ne bo. Za nastavljanje glasnosti imam klasičen gumb, še s takim finim aluminijastim pridihom. Vse ostalo pa je tudi na voljo takoj z enim samim pritiskom. Evo, če želim zamenjati radijsko postajo, narejeno, radio na glas potiho in tako naprej. Ali pa klima. Fizična stikala so celo za tiste funkcije, ki jih ne boste pogosto uporabljali, za vse ostale pa lahko premikate stvari tukaj na tem zaslonu. Pravzaprav celotno tole okolje deluje precej premijsko zaradi materialov in pa tudi moderno, predvsem zaradi teh dveh zaslonov. Tale pred menoj meri 10 palcev in ga lahko pohvalim, ker je zelo pregleden, ločljivost je dobra, odzivanje, čeprav mi je po drugi strani še bolj všeč tale pred menoj. Predvsem zato, ker ponuja vse možne podatke in je tudi zelo pregleden. Jaz, ki obožujem znanstveno fantastiko, imam rad takšen futurističen izgled. Še bolj pomembno pa se mi zdi to, da lahko na zaslonu nastavite svoje bližnjice. Sem kar nekaj časa že težil inženirjem in očitno nisem bil edini, ker so zdaj Francozi končno ponudili tudi to. Ni nujno namreč, da je moj način uporabe avtomobila povsem identičen vašemu in zato je res pomembno, da si lahko okolje prilagodite svojim potrebam, da takole v bistvu samo pritisnete tisto stikalo, ki ga najpogosteje potrebujete. Meniji so v slovenščini, ker je pri novih avtih itak obvezno in obenem fajn sploh za tiste, ki ne poznate nobenega tujega jezika. Tudi glasovno upravljanje je na voljo, ampak v tem primeru bo pa treba jezik spremeniti, na primer v angleščino. Potem je pa dovolj, da rečete OK Peugeot, take me home, pa vas bo peljal domov. Pri boljših paketih je navigacija serijska in še prikazuje v 3D. Evo, takole to izgleda. Mislim, če se pa v tem primeru izgubiš, si pa tudi No, v vsakem primeru vas bo navigacija hitro in pregledno usmerila nazaj. Pomembno se mi zdi tudi to, da se po noči vse skupaj prestavi na nočni način, torej je manj svetlo in potem boste bolje videli na cesto. Ja, pri enih avtih se take stvari res splača pogledati malce bolj podrobno, ker so si inženirji dali res veliko dela za vse možne rešitve. Pri Peugeotu 308 je to precej očitno, ker ni ostalo samo pri lepem izgledu in materialih, ampak je vse skupaj še zelo uporabno. V bistvu se to vidi že pri sprednjih odlagališčih, teh je res veliko, pa še zelo uporabne so. Glede na to, da je avto dobrih 10 cm daljši, kot je bil prej, je pa tudi prostora tukaj zadaj ogromno. Ni pa več prostora v tem prispevku za pogon, zato se ga bom lotil naslednjič, velja, da ne bom brez zveze nekaj hitel.